Pozdravljeni. Pred nami je že težko pričakovan začetek sezone 2025 in na vrsti je seveda uvodni prispevek k veliki nagradi Avstralije, prvi dirki na letošnjem koledarju. Kot običajno bo tudi tokratni uvodni prispevek razdeljen na tiste 3 dobro znane dele. V prvem si bomo ogledali zanimivo dirko iz preteklosti. V drugem bomo našo pozornost usmerili k samim lastnostim proge. V tretjem delu bomo pa nekaj minut posvetili še vremenski napovedi. In tokrat se ne bomo vračali v neko daljno preteklost. Ogledali si bomo dobesedno svetle in temne točke tistega, kar se je na progi dogajalo lani. In če začnemo malce pri onih bolj temnejših tonih, ne moremo mimo dejstva, da pri ekipi Williams niso imeli pripravljene rezervne šasije na začetku lanske sezone. Ampak Alexander Albon, njihov vodilni voznik, je imel dokaj hudo nesrečo na drugem prostem treningu. Uničil je svojo šasijo in pri ekipi iz Grva so se odločili, da bo Logan Sargent odstopil svoj bolid Alexandru Albonu. Sargent je bil tako dobesedno izključen iz te dirke, brez da bi bil kaj kriv, in dobesedno mnogi navdušenci so dokaj mirno sprejeli takšno odločitev. Sam se sprašujem, kako bi vsakdo izmed nas reagiral, če bi bil na mestu Sargenta. Ampak Logan, vsaj po mojem videnju, je bil dokaj stoičen. In tu bi rad nekaj malega dodal. Mnogi navdušenci menijo, da je bil Logan Sargent samo plačljiv voznik, ki je napravil ogromno škode in prispeval sorazmerno majhno število točk. Ampak, če pogledamo tiste statistike, ki so jih nekateri izračunali, bomo hitro videli, da Logan Sargent še zdaleč ni dosegel tistih višav, ki sta jih lani ekipi Williams nekako napravila tako Alexander Albon kot tudi Franco Colapinto. In govorimo seveda o škodi. Sedaj smo že lahko razumeli, da na štartnem razporedu nismo imeli 20 bolidov, temveč samo 19. Ampak svetla točka te dirke svetovnega prvenstva Formule 1 je bil zagotovo Carlos Sainz mlajši. Če se spomnimo, približno 14 dni pred dirko v Avstraliji je bil urgentno operiran zaradi vnetja slepega črevesa. In seveda izpustil je tudi dirko za veliko nagrado Savdske Arabije, nadomeščal ga je Oliver Berg. Ampak Sainz na samih kvalifikacijah, kjer si lahko zamislimo, da si še ni opomogel prav do tistih 100%, je bil presenetljivo drugi, boljši celo od Charlesa Leclerca, ki je znan po tem, da ima na kvalifikacijah nekaj več. In že to je bilo po svoje neke vrste presenečenje, a glavno je sledilo na dirki. Max Verstappen kot vodilni tako v prvenstvu in tudi na kvalifikacijah je dirko začel v svojem stilu. A že v začetnih krogih je imel težave z zavorami, redkost pri ekipi Red Bull. In zato je tudi odstopil v začetni fazi dirke ter vodstvo prepustil nikomu drugemu kot španskemu vozniku. In ko je Sainz videl to enkratno priložnost, je seveda ni izpustil. Dobesedno veliko nagrado Avstralije je vodil od skorajda začetka
pa tam do konca. Na zmagovalnem odru se mu je seveda pridružil že prej omenjeni Charles Leclerc, ki je z undercutom prehitel Landa Norrisa. Lahko bi dejali, da za skuderijo Ferrari je bila dirka za veliko nagrado Avstralije v lanski sezoni dobesedno popolna. Dvojna zmaga v obdobju, ko je Red Bull še imel kar precejšnjo tehnično prednost. Ampak Carlos Sainz mlajši je dobesedno pokazal, da je bil on tisti, ki je bil sposoben premagati skoraj da nepremagljivega Red Bulla, tako v sezoni 2024 na veliki nagradi Singapurja, kot tudi na veliki nagradi Avstralije leto pozneje. Če se kdo sprašuje, ali je Albon dosegel točke, ga bom seveda razočaral. Torej, žrtev samega Logana Sargenta je bila nekako nepotrebna. A pustimo sedaj to. Poglejmo si, kakšne so lastnosti proge v Melbournu oziroma proge Albert Park. Proga, ki je speljana po mestnih ulicah, ima 16 ovinkov. V letošnji sezoni so nekoliko spremenili progo tam okrog 6. in 7. ovinka. Imamo več peščenih izletnih con in ukolikor bo tu nekdo preveč agresiven, bo enostavno ostal tam v bližini zaščitnih zidov. A če si pogledamo tisto tabelo, ki jo je pripravil Pirelli, bomo videli seveda najprej neko novost. Grafično, kjer je takoj opazno, da so pri Pirelliju dali rdeče ozadje namesto onega klasičnega črnega. Čeprav bomo videli lahko, da ta izbira lahko ni bila med najbolj posrečenimi. Na progi v Albert Parku seveda pridejo do izraza mešanice kategorije C3, C4 in C5. Ne smemo govoriti, da so to letos najmehkejše tri, kajti imamo tudi mešanico C6. Ampak kar se tiče samih lastnosti proge, bomo videli, da je ta na prvi pogled dokaj nezahtevna. Če malce se ozremo na samo tabelo Pirellija, bomo videli, da prevladujejo vrednosti med 2 in 3. Kar se tiče pospeševanja, zaviranja, abrazivnosti asfalta in samega oprijema asfalta imamo vrednost 2. In kot zanimivost, lani je bil sam oprijem asfalta v kategoriji 3, torej so pri Pirelliju to vrednost malce zmanjšali. Kar se tiče same evolucije proge, stresa, ki ga pretrpijo pnevmatike in seveda ostalih kategorij, imamo pač tisto povprečje. A verjamem, da marsikoga bolj zanima, kakšen je previsni kot in kaj so pri Pirelliju določili za tisti minimalni tlak v pnevmatiki. Kot je enak kot lani. Spredaj je kot določen na 3,25 stopinje, medtem ko zadaj na stopinjo celih 75. A bolj zanimivo je seveda tisto, kar so določili pri samem tlaku. Na prednjem paru koles je ta določen na 25 funtov in pol na kvadratni palec. Na zadnjem paru koles pa na 22 funtov na kvadratni palec. In kdor sledi mojim analizam, je že takoj ugotovil, da so tlaki dokaj visoki. Še posebej, če jih primerjamo s tistimi lanskimi, kjer je bilo spredaj določeno minimalni tlak 24 funtov na kvadratni palec, na zadnji osi pa 21 funtov in pol na kvadratni palec. Torej, dokaj visok dvig na obeh oseh, kar verjetno kaže na to, da se pri Pirelliju bojijo visokih delovnih temperatur pnevmatik. Ampak
Temperatura pnevmatik je lahko odvisna tudi od samega vremena. In kaj pravi napoved? V petek bo oblačno s temperaturo med 16 in 29 stopinjami Celzija, kar se lahko marsikomu zdi visoko, ampak v Avstraliji so na južni polobli, zato se tam začenja počasi jesen. V soboto bo situacija podobna, le da bo malček več sonca, ampak temperature po napovedi bodo med 18 in 38 stopinjami Celzija. Preveril sem pri raznih napovedih in kot kaže, 38 stopinj Celzija bo tista temperatura, ki jo bomo videli predvsem med kvalifikacijami. A presenečenje sledi v nedeljo. Namreč potem, kar v tem trenutku lahko razberemo iz meteoroloških napovedi, bo deževalo. In v tistem časovnem obdobju, ko je na vrsti velika nagrada Avstralije, je možnost padavin skorajda 100-odstotna. Temperature bodo podobne tistemu, kar smo videli v petek, med 19 in 29 stopinjami Celzija. Ampak padavine znajo obrniti marsikaj. Še posebej, če imamo v mislih, da so kvalifikacije potekale prvič po suhi progi, ampak drugič na bistveno višji temperaturi zraka. Sedaj, kdo bo dobil tisti najboljši kompromis, bomo seveda videli. Ampak rad bi vas opozoril, da so to le napovedi. Danes je četrtek in do nedelje se lahko še marsikaj spremeni. Ampak kot ste razumeli, tudi uvodni prispevek naše prve dirke na letošnjem koledarju je za nami. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.